Danes poznamo letne čase skozi delovanje sončne elektrarne in se vprašamo, v katerem obdobju leta bo rezervoar električnega avtomobila, baterija torej, najhitreje polna. Zapeljemo se tudi v dilemo in se vprašamo, ali izbrati EC3 ali bencinski C3. No, brez vsakega vprašanja pa je ugotovitev, da je med Dačo in reševalci Gorske reševalne zveze Slovenije že 10 let zanesljive naveze. Pozdravljeni avtomobilnosti. Andraž Poljanec, avtor številnih gorskih vodnikov, je zapisal: varen korak, pod streho, preden bo mrak. In taka bo danes tudi naša oddaja. Razpeti bomo med strehami, sončnimi elektrarnami in gorami. No, pa začnimo najprej s strehami, ki niso več samo nujen in obvezen strošek vsake hiše, ampak jo lahko izkoristimo tudi za, recimo, pridobivanje električne energije in s tem polnjenje našega avtomobila. Tisti, ki imate že sončne celice oziroma fotovoltaiko, veste, v katerem delu leta oziroma kako morajo biti vzdrževane, da prinašajo čedalje več oziroma čim več energije. Recimo, ko pade sneg, ko pride puščavski pesek, ko je v zraku več cvetnega prahu. Poglejmo, kako vse to vpliva na pridobivanje energije. Velikokrat stranke opazijo v sami aplikaciji, da jim en in drugi panel proizvajata različno energijo in tukaj se vedno potem pogleda, kaj je vzrok. A je vzrok dejansko okvarjen panel, a je vzrok senčenje, mogoče dimnika in se potem v bistvu stranki pojavlja vprašanje, kaj je narobe z mojim panelom. Ne? Čeprav sploh ni šlo za napako. Tako je. No, ko bo nekaj samo začasno zasenčilo našo sončno elektrarno, takrat res ni treba zagnati panike. Ko pa nek pojav zares zniža proizvodnjo naše elektrike, je zelo dobrodošlo, da to nekdo opazi, recimo v nekem oddaljenem nadzornem centru. Izkušnje namreč kažejo, da lastniki običajno spregledajo obvestila na aplikacijah oziroma ne spremljajo natančno ali pa celo sploh ne spremljajo, koliko njihova sončna elektrarna v praksi proizvaja. Zato na koncu pogosto tudi ne opazijo, da bi prek strehe v hišo in v avtomobil morali dobiti občutno več elektrike. Zaznavanje, obveščanje in pregledovanje stanja elektrarne pa je zdaj postalo storitev. Načeloma je priporočljivo, da se pregledi izvajajo enkrat na 2 leti. Vključujejo redne vizualne preglede, pregled električne napeljave, ozemljitev, ocena morebitne potrebe po čiščenju, spremljanje sončne elektrarne v našem diagnostičnem centru, opozarjanje na napake. Stranka je tukaj popolnoma razbremenjena, kolikor spregleda kakršnokoli obvestilo, jo iz našega diagnostičnega centra obvestimo, da se je ali elektrarna popolnoma ustavlja in posledično pač ne izgublja svoje proizvodnje. Poglejmo torej, kako poteka takšen vzdrževalni pregled. Sneg, koliko je to velik problem? Kadar se nalaga sneg na samih panelih, takrat je produkcija elektrarne zelo ničelna, dokler ta sneg ne skupni iz samih panelov. Ampak seveda ne gremo sami. Ne. Definitivno, ker s tem lahko poškodujemo same panele, ki so locirani na strehi. Se pravi, samo počakamo, da pač sneg skupni in to je to. Točno tako, da ampak se sneg potem strli. samo po sebi, ki gor ostane ali kakorkoli? Načeloma od snega ne. Večji problem sta tu kakšen cvetni prah oziroma puščavski dež. To je tisto, kar povzroča največ problemov pri sami produkciji. Umazanija se ponovadi pojavi na robu, če sem prav razumel. Je tako. Umazanija se na panelih pojavi na spodnjem robu zaradi odtekanja vode po panelih, kjer se zaradi dvignjenega spodnjega roba umazanija zadržuje. Se pravi, pride puščavski pesek, prekrije celotno fotovoltaiko, pride dež in potem tisto umazanijo zbere. Spere do roba in tam se tista umazanija zaradi sonca pa toplote panela v bistvu zažge na panel. V tem primeru je potrebno čiščenje panela. V bistvu čiščenje se izvaja z omehčano vodo in s posebnim čistilom, seveda tudi zelo posebno krtačo, da ne ustvarimo dodatnih prask na panelu oziroma ga ne poškodujemo. No, ampak če prideva zdaj do današnje teme, kako dejansko poteka ta vzdrževalni pregled? Kako to počnete? Prva stopnja tega vzdrževalnega oziroma pregleda sončne elektrarne je termični pregled z dronom. Z dronom, torej tista škatlica. Se pravi, to je navaden snemalni dron, kako? Ta dron ima vgrajeno tehnologijo IR kamere, ki zaznava infrardečo svetlobo. Spredi se nahaja posebna leča na dronu, ki zaznava infrardečo svetlobo
in s tem lahko zaznava možne toplotne pike oziroma žareče točke na sami elektrarni. To je ta leča, ne? To je ta leča, ja, ki je podobno ogledalu. Se pravi, zdaj je čas, da gremo v luft. Na sliki vidimo zdaj razporeditev teh panelov pod infrardečo svetlobo oziroma svetlobo, ki jo z prostim očem ne vidimo. In lahko načeloma že na tej sliki vidimo, da je en izmed panelov na strehi ima znake manjše okvare, pomeni, da ima tako rečene toplotne pike. Kaj so to? Te toplotne pike pomenijo, da je na tem delu panel najbolj vroč oziroma najbolj obremenjen, kar je lahko znak kakšne serijske napake, kakšne fizične poškodbe panela in bo v tem primeru tudi predlagana menjava panela, ker zna v kratkem času odpovedati v celoti. Ne pa čiščenje, ne? Čiščenje znakov za samo čiščenje te elektrarne še v bistvu ni. Čiščenje bi se najbolj prikazalo po temnih sledeh na robu panela, ki jih pa v bistvu ta elektrarna ima. Se pravi, verjetno takole spodaj navzdol. Je tako, ja. Aha. Zdaj, to pomeni v bistvu, če imamo tukaj te toplotne pike, to pomeni v bistvu, da je poškodovan samo polovica tega panela ali cel panel? V bistvu sam panel je razdeljen na dva dela, na zgornji in spodnji del. V tem primeru, na tem panelu, se opazi poškodba tako na spodnjem kot zgornjem delu, se pa ne glede na poškodbo spodnjega ali pa zgornjega dela menjava panel v celoti. V celoti, ok. Zdaj, če greva v bistvu mogoče malo tukaj na desno, tukaj, če prav razumem, je v bistvu dimnik tam, ne? In zdaj pri dimniku vidva v bistvu drugačno barvo. To je zaradi, tukaj je slabša produkcija, ali kako je s tem, zaradi sence? Je tako. V bistvu s to drugačno barvo je označen del panela, ki je manj osvetljen oziroma oddaja manj same infrardeče svetlobe, kar lahko pripišemo senci tega dimnika. Seveda se barve čez dan precej spreminjajo. Ja, kakor bi bil sonce čez dimnik, da ta senca več ne bi padala na panele, bi se načeloma ta barva popravila v barvo ostalega panela. Kaj še lahko vidimo tukaj? Na tem pregledu se lahko načeloma vidi še fizični izgled same elektrarne. To priklopimo potem na navadno kamero, kjer nam v bistvu pokaže, kolikor imajo paneli enako distanco en med drugim, kolikor bi ta distanca odstopala, se lahko sklepa ali da je panel iz same podkonstrukcije zdrsnil, ali se je odvijačil. Nekaj fizičnega. Neke fizične poškodbe, naj bo to vetrne obremenitve ali snežne obremenitve. Ampak to so neke zadeve, na katere pač se redko dogajajo, ne? Ja, zelo redko. Edino v kakšnih ekstremnih vremenskih razmerih, ko tista moč vetra ali pa sama obremenitev snega prekorači nekako proizvajalčevo mejo oziroma garancijo. Kaj pa recimo, a ta pesek puščavski recimo ali pa cvetni prah naredi kakšne praske? Načeloma ne, vkolikor se čiščenja same elektrarne ne lotimo sami, ampak to pač prepustimo nekomu, ki ta čiščenje izvaja profesionalno, nekomu, ki se s tem ukvarja. Prav zaradi takšnih prask. Točno tako. Citroen ima bogato zgodovino modelov, ki so znali ob pravem trenutku ponuditi dostopno, ampak tudi atraktivno in tehnološko zanimivo ponudbo. In C3 igra prav na te note. Direktor Citroena Thierry Koskas je za Avtomobilnost povedal, da je C3 na nek način odgovor kitajskim prihajajočim modelom oziroma modelom, ki so že na naših cestah, in da gre vse v to, kažejo tudi številke. Recimo že pri sami proizvodnji C3 so pospešili čas za kar 25% in baterije, ki so jih vgradili, so litij železo fosfat. No, Thierry je uporabil celo vojaško terminologijo in je rekel, da za borbo z kitajskimi znamkami moramo imeti enako orožje. In to je C3, pri katerem so pravzaprav izpolnili tudi obljubo, da bo avto ne samo relativno dostopen, za slovenskega kupca tudi, ampak da bo imel kupec možnost po približno enaki ceni kupiti bencinski ali električni avto. In s tem je pravzaprav izenačena ponudba. Pa še hibride imajo v svoji liniji. Zelo malo je danes ostalo avtomobilov, ki so zasnovani z mislijo na cenovno občutljive kupce. No, eden takih avtomobilov je novi Citroen C3, še zlasti takšen, ki ima tukaj spodaj bencinski motor. Poglejmo torej, kaj ta avto ponuja in kakšne zanimive rešitve so tokrat poiskali Citroenovi snovalci. A je novi C3
nizkocenovnik oziroma kaj ta nizkocenovnost oziroma ugodna cena pravzaprav pomeni po Citroenovo? Citroen v bistvu se je z novim C3 odločil, da bomo nagovarjali tako kupce B segmenta kot kupce segmenta B SUV. Če vozilo umeščamo med B in pa B SUV segment, lahko rečem, da je vozilo C3 eden izmed najcenejših na slovenskem tržišču. Zdaj s ceno nekje okrog 15 tisoč evrov za tisto vstopno izvedenko z bencinskim motorjem. Kaj to pomeni, da je avto nekje med B in B SUV segmentom? Se pravi, tukaj bi izpostavil odmik od tal, ki je kar 197 mm na termični izvedenki, hkrati pa ga je znamka naredila kar 100 mm višjega. V bistvu imamo še vedno zelo kompaktno vozilo, ki je okretno v mestu, enostavno za parkiranje, enostavno za manevriranje, hkrati pa ima tiste SUV lastnosti, ki jih v bistvu stranke danes na slovenskem trgu v bistvu zelo cenijo. Pri vstopni izvedenki stranka prejme v bistvu smartphone station oziroma postajo za pametni telefon. Tukaj ni tistega klasičnega radia, kot ga poznamo v ostalih modelih. Stranka lahko svoj pametni telefon poveže z vozilom preko aplikacije My Citroen, ki omogoča tiste glavne funkcionalnosti, klici, radio in pa navigacija. Nekako žrtvujemo, če se tako izrazim, samo ekran. Znamka Citroen pa v bistvu ni sklepala kompromisov pri udobju. Že od vstopnega nivoja naprej imamo vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki. Kaj pa ta srednji nivo opreme? Kaj ta nivo pravzaprav prinaša? V primerjavi s tistim nivojem, ki smo ga prej opisali, drugi nivo opreme za ceno okrog 16.500 evrov ponuja že zaslon, 10-palčni zaslon na dotik. Hkrati pa, kar se tiče notranjosti, ponuja tudi sedeže Citroen Advanced Comfort. Se pravi, to je ta nivo, za katerega pričakujete, da bo največ povpraševanja po njem? Tako je. A je to Citroen pomeri za slovenski trg? A je to recimo segment vozil, za katerega slovenski kupci smatrajo, da ga Citroen obvlada? Vozilo C3 v bistvu predstavlja približno, da imamo predstavo okrog 25% prodaje. Od začetka lansiranja je v bistvu v Sloveniji bilo prodanih skoraj 20.000 vozil, tako da ta četrta generacija vozila C3 je dejansko zelo pomembna za samo znamko. Vse kaže na to, da bo C3 v svoji četrti generaciji ostal najbolj pomemben model Citroena. No, preverimo, kaj na to nakazuje. C3 po mojem mnenju ponuja dovolj tistih značilnih elementov, ki jih ljubitelji Citroena želijo oziroma jih tudi znajo ceniti. No pa čeprav ta avto morda ni tako tehnično kompleksen in pa raznovrsten v svoji ponudbi kot kakšni Citroeni višjega ranga. Prvi takšen element je njegov dizajn. Poglejte, pri takšni nekoliko bolje opremljeni različici imamo za moj okus precej privlačno dvobarvno zunanjost in še nekaj manjših oblikovnih in barvnih poudarkov, s katerimi znajo Francozi precej dobro začiniti videz avtomobila. No, en element, ki nakazuje na racionalizacijo, pa so na primer tele strešne sani. Sani v našem primeru niso pobarvane, s takšnimi dodatki pa je Citroen nekako kovanec na kovanec uspel znižati končno ceno vozila. Zelo racionalno je poraba sredstev odmerjena tudi v notranjosti vozila. Tukaj imamo precej takšne zelo trde plastike, ampak kakor smo tega že od njih navajeni, so to plastiko francoski oblikovalci zelo lepo oddelali in dodali še nekaj zelo ličnih detajlov, da vse skupaj ne izgleda preveč ceneno. Dober primer so te površine, ki so prekrite z zelo prijetnim tekstilom in pa manjše zaplate usnja, ki so pač nameščene tam, kjer jih občutimo. Pri tej različici imamo tudi takšne dvobarvne sedeže, no ampak ta dvobarvnost ni tisto najpomembnejše, kar moram omeniti, ko govorim o sedežih. Tekom tega testa sem se podal tudi na nekoliko daljšo, približno 500-kilometrsko enodnevno vožnjo po avtocesti, no in kljub temu, da ta sedež ni nastavljiv v ledvenem delu, nisem imel prav nobenih težav z bolečinami v hrbtu oziroma križu. K temu botruje predvsem dobra oblika sedeža, obenem pa tudi debelejši sloj pene, ki so ga pri Citroenu namestili na tale sedalni del. Sicer pa je položaj sedenja odslej nekoliko višji kot pri predhodni generaciji modela C3, no in odslej, po vzoru nekako Peugeotjevega iCockpita, merilnike gledamo nad volanskim obročem in moram reči, da sam s tem nimam povsem nobenih težav.
Všeč mi je tudi nov Citroenov volanski obroč, ki je zelo majhen, spodaj je prirezan in na ta način do neke mere celo športen. No, na njem imamo nekaj fizičnih gumbov z osnovnimi funkcijami. No, nad volanskim obročem pa gledamo tale zaslon merilnikov, ki je prav tako zelo preprost, obenem pa je tudi zelo dobro skrit v senco, ki jo nad njim zagotavlja tale dolg plastičen previs. Všeč mi je tudi tale zelo enostaven osrednji zaslon, ki je, poglejte, zelo dobro odziven. No, tale zaslon je v resnici namenjen samo multimediji in pa navigaciji, sam pa sem ga kar hitro povezal s svojim telefonom in na ta način uporabljal Googlove zemljevide. Dobro je, da lahko med to brezžično povezavo brezžično polnimo tudi mobilni telefon. No, nad tem polnilnim mestom pa imamo tudi nekaj takšnih fizičnih gumbov, s katerimi lahko zelo enostavno nastavljamo klimatsko napravo in tako ne rabimo zelo nadležno pritiskati po zaslonu. No, v njem se boste povsem dobro počutili in to velja tudi za zadnjo klop, kjer je, poglejte, prostornost glede na zunanje dimenzije avtomobila po mojem mnenju precej presenetljiva. To velja tudi za prtljažnik, poglejte, tale luknja ima prostornino 310 litrov in to pomeni, da je prtljažnik za ta segment vozil povsem v redu. No, pa čeprav imamo opravka s takšnim precej visokim nakladalnim robom. Fizično s povsem, poglejte, klasičnim ključem pa zaženemo tudi bencinski motor tega avtomobila. In že smo pri vašem najljubšem avtomobilističnem kvizu, zadnjem v tej sezoni. Ker je zadnja oddaja pred novim letom samo odgovor na preteklo vprašanje. Prejšnjič smo vas vprašali, kateri zveneč oblikovalski naziv je že takoj ob predstavitvi prejel povsem električni Ford Explorer. In odgovor je... Red Dot Award. Ford Explorer sodi v kategorijo najprepoznavnejših športnih terenskih vozil na svetu, ki je od svojega rojstva leta 1990 do danes pustil globok pečat v avtomobilski industriji in postal simbol ameriškega življenjskega sloga. S prestižno oblikovalsko nagrado ovenčan električni Explorer pa si z njim deli le ime, nekaj malega oblikovnih potez in avanturistični značaj. Vse ostalo je evropsko. Oblikovano in narejeno v Evropi in za Evropejce. Volkswagen in Ford sta v nemirnem času elektrifikacije stopila skupaj in tako novi Explorer stoji na Volkswagenovi prilagodljivi MEB platformi za električne avtomobile. Nagrada Red Dot je eno najbolj znanih in najprestižnejših oblikovalskih tekmovanj na svetu. Kot zanimivost naj dodamo, da je v kategoriji blagovnih znamk in komunikacijskega dizajna Brands and Communications Design nagrado Red Dot prejel tudi slovenski oblikovalec Robert Žvokelj, in sicer za oblikovanje slovenskih poštnih znamk na temo olimpijskih iger. Robertu in Explorerju seveda za nagrade čestitam. Leta 1912 v Kranjski Gori v okviru Slovenskega planinskega društva ustanovijo gorsko reševalno službo. In s ciljem, ki mu planinke in planinci ostanejo zvesti do danes. Pomagati ponesrečencem v gorah. No, zelo pomembno je, kako reševalci pridejo do kraja nesreče, še posebej v tistih trenutkih, ko čas dobi še posebno težo. No in v avtomobilnosti smo se lotili tudi tega vprašanja. Kako čim bolj, ne samo hitro, ampak tudi udobno pripeljati reševalce na kraj nesreče. Današnja zgodba ima na prvi pogled vse primesi klasične marketinške zgodbe. Se pravi, neko podjetje da nekomu društvu ali pa estradniku avtomobile za uporabo, potem pa ta estradnik ali pa člani društva o tem avtomobilu pred kamero govorijo same superlative. Ampak današnja zgodba vendarle ima neko malce bolj globjo sporočilo. Dacia Duster bo namreč v današnji zgodbi nastopal kot Peter Klepec. Ko smo začeli Dacio
sem bil predsednik Gorsko-reševalne zveze. Naključje je prineslo do tega, da smo začeli sodelovati z Dacijo. Hočete reči, ni bila cena tlele bistvena? Ne. Kaj pa je bilo tisto? Mislim, da v vseh teh letih enega smo, nazaj dali, vse ostalo smo odkupili. Ali postaja, ali posamezni gorski reševalci. Ker je avto dober, za nas gorske reševalce je bistveno, da pridemo čim dlje. Da je avto izredno zmogljiv. Prenosi menjalnika enkratni. Reduktorje praktično ne rabiš. Tudi moč motorja, predvsem dizelna, tretjo greš v tak hlanc, da si ne moreš predstavljati. Če so kakšne velike štenge, kakšne velike, tam je morda Duster majhen od zadaj, kar se pa tiče moči, pa in za tisto prvo udarno skupino, ki gre ponavadi brez tehnične opreme. Se pravi, ta avtomobil je na nek način izvidnik. Izvidnik in pa seveda tista prva ekipa, ki v najkrajšem možnem času pride po nesrečenega in potem sporoča naprej, ali rabijo še dodatnih ljudi, ali rabijo tehnično opremo, nosila, vitle, zajle in štrike in tako naprej. Kaj to pomeni v bistvu, da kaj sploh še ostane velikim? Mi jih imamo, od Mitsubishijev, Nissanov, Toyot. Ja, nam tisti pomagajo predvsem to, da imamo ogromno opreme. Ampak zato, kot sem pa prej omenil, tisto prvo skupino, ki gre z lastno, to je pa enkrat. Se pravi, vi bi se morali z Dačo zmeniti, dajte nam samo malo podaljšanega Dusterja, Duster XL, ali pa Duster GRZS. Dacia Duster XL pa je pravzaprav že pripravljen. Imenuje se Dacia Bigster. Ampak zaradi naslednjih besed pa je že zdaj povsem jasno, da tudi Bigster ne bo odpravil potrebe po pick-upih in Land Cruiserjih. Zakaj vi sploh rabite toliko opreme? Razumem pač nosila pa vse ostalo. Mi, ko gremo gor, recimo z Ojstrice enega ponesrečenca spravljati, nas mora biti vsaj 15 reševalcev. Mi rabimo vrvi, se pravi statične vrvi, ker ena vrv je en velik nahrbtnik, rabimo minimalno 2, oziroma če gre za nekdo spust, rabimo 4 vrvi, pa rabimo nosila. Nosila so težka, velika, jih morata 2 reševalca nesti. Pa rabimo en kup opreme za vrno tehniko, mi moramo narediti sidrišča, vsaj 4 sidrišča, zato ker se spušča, z 2 sidriščem spuščaš ponesrečenca dol, ampak ta čas moraš druga ekipa naslednja 2 sidrišča pripraviti, da ko pridemo do njih samo prestavimo in spuščamo naprej. Pa rabimo en ogromen medicinski nahrbtnik, ker ga ima zdravnik, pa rabimo vakuumske upornice, pa ponavadi vzamemo še vakuumsko vrečo, pa helikoptersko vrečo zraven, ker so spet 2 ogromna nahrbtnika. In te opreme je praktično, jo komaj stlačimo recimo v kason na eno pick-upu. Poglejmo pa, katere potrebe Bigster bo zmogel rešiti. Poglejmo torej opremo, ki jo vozijo z Dusterji. In ta nosila čemu služijo? Ker sem noter ne peljete, v bistvu tukaj ne peljete. Tako, to so zdaj razstavljena nosila, imamo v roki še vrvi. Nosila pa se sestavijo iz 2 kosov in na ta nosila se potem namesti ponesrečenca. Tako bi lahko rekli, da se opne. Tako, se potem sestavi skupaj ta 2 dela, ročice. Imamo sama blazina, se pa potem uporabi za namestitev poškodovanca. Kolikor teren dopušča, potem transportiramo s pomočjo tega podnožja. To podnožje oziroma vilica se namesti na samo podvozje nosila in upne kolo. Tako da se to transportira do reševalnega vozila. In potem to kaj opnete na sebe ali kako? Ja, seveda s temi ročicami, ki so ob strani, se enostavno namesti položaj ročic, odvisno od potrebe, ki ima vsak reševalec, glede na dolžino rok, terena, tam podobno in lahko ta nosila spremljata 2 reševalca, lahko 4 in zadaj potem s pomočjo teh vrvi se lahko še dodatno varuje, da ne pride do nekega
prehitrega premika ali pa zdrsa samih nosil. Slišali smo že, da so bile predhodne generacije Dusterjev izredno zmogljivi terenci in da Duster ni le Peter Klepec, ampak tudi David, ki je na slovenskih ozkih brezpotih marsikdaj celo premagal Goljata. Dajmo pa zdaj na terenskem poligonu v Logarski dolini preveriti, ali Duster vlogo malega, a zmogljivega Petra Klepca ohranja tudi z novo generacijo. Zdaj se osredotoča samo na terenske vozne lastnosti, ki jih seveda vi s pridom resno uporabljate. Kaj recimo na tej vaji vidimo? Na tej vaji vidimo tako imenovan traction control, ko gasa je treba dati, da bo začela elektronika avtu pomagati preko teh ovir, ko pride do tega, da je eno gumo v zraku ali pa da sta dve gumi v zraku in se avto vaga na dveh kolesih. Tukaj imamo ročni menjalnik. Prva pa je to. Tako, prva je precej počasna, a ne? Počasnejša kot pri nekom osebnem avtomobilu, ko mu daš v prvo prestavo. Se pravi, je že razvita z namenom, da bo se vozil po terenu avto. Se pravi, in to je tukaj, se pravi, prestavljene razmere so tiste, ki določajo v bistvu terensko vozilo. Zdaj, ta teren, kaj še lahko rečemo, tukaj le pri tem zunanji podobi, kaj je še terenskega na tem avtomobilu? Vstopni pa izstopni koti, a ne? Se pravi, avto je lepo odrezan in spred in zadnji, da nima težav nikjer. Čez te ovire ne zapne odbijač, ta za razliko od onega ni nikjer nasedel, a ne? Če pogledamo zdaj še izbirnik pogonov. Tukaj se šel direktno v program off-road. Zakaj? Zato, da mi vklopi sredinsko blokado diferencijala. Se pravi, da mi ne izklapla sprednji zadnji, ampak da so sprednji in zadnji kardan, kad mi lok vklopimo, se oba kardana z enako hitrostjo vrtita. Ne? Kar mi pride prav, da imam jaz 50% pogona na sprednji osi, 50% na zadnji. Seveda traction control pa skrbi za levo, desno, med levo pa desno gumo nam iz blokade diferencijala, pa zavore stiskajo tisto gumo, ko se vrti v prazno. Ko bomo se vozili pa po zasneženi cesti, bomo imeli pa nas nov program. Ker bo hitrost večja, pa bo tudi čez ovinke se lep špjalo, ker enkrat mi lahko vklopimo, imamo mi z večjih hitrosti malo težav čez ovinke se peljati, ker bo avto hkrati prekrmaro in podkrmaro, zato ko bojo mogli gume zdrsvati in ga bo sporedno neslo ven. Se pravi, to je SUV ali terenc? To še zmerom SUV, jaz ga ne dam med terence. Zakaj ne? Zato, ker ima podvozje še vedno, se pravi, nima reduktorja, nima togih prem, nima vklopljivih blokad. Strinjam se, med SUV in najbolj terenski avtomobil. Tako, med SUV. Upamo, da so zahtevne potrebe gorskih reševalcev v vas okrepile zavest, da je treba gore spoštovati in da jih je treba uživati odgovorno. Da pa vas današnja zgodba vendarle ne zadrži doma na kavču. Vsekakor pojdite na izlet. Za konec oddaje pa naj vas še spomniva, da še vedno poteka tudi glasovanje za slovenski avto leta. 5 superfinalistov je. V oddaji smo spoznali oziroma smo videli že 2, Dacia Dusterja in Citroen C3. V izboru pa so še Peugeot 3008, Renault Symbiose in Škoda Superb. Vabimo vas, da obiščete spletno stran MMC Avtomobilnost, kjer vse kandidate lahko podrobneje spoznate, tudi pogovore s tistimi, ki so jih naredili. In ko boste ravno na naši spletni strani, ker je to vendarle zadnja oddaja pred prazniki, si pogledajte še kakšno razširjeno zgodbo te sezone. No, v letošnji sezoni smo naredili kar veliko zgodb, ki so po svoje pokazali tudi na to, da je avtomobilska industrija v nekem prelomnem obdobju, v katerem se zelo išče. Ja, in zajeli smo kar nekaj zanimivih zgodb, zanimivih sogovornikov, ker smo danes ravno govorili o reševanju v gorah, pa morda za konec še tale izjava vodnika reševalnih psov. Sta dva aspekta, zakaj jaz to počnem. Zato, da daš v družbi nekaj dobrega nazaj, ker pač jaz imam malo izkušenj. In s tem, kako je, če nekdo izgubi pogrešano osebo, pa se jo ne najde, pa tudi malo izkušenj s tem, če živiš s tem, da lahko je eno tvojih svojcev ali pa prijateljev nekdo, ki je potencial za pogrešano osebo, v bistvu lahko ful sodelujem s psom, pa še nekaj dobrega naredim. Ker se ljudje sem in tja zgubimo, tako ali drugače, je misel vodnika zelo na mestu tudi ob tem letu, ki je v avtomobilskem smislu res razburkano. Zato vam ob koncu oddaje želimo, da si podarite tudi čas sebi in svojim najbližjim čim več lepih trenutkov in seveda vse lepo v novem letu. Srečno!